Navzoče prav lepo pozdravljam. Trajnostni razvoj Mestne občine Velenje je nekako zasnovan v strateških dokumentih občine, udejanja pa se preko številnih projektov, v katerih je občina aktiven in definitivno zanesljiv partner. In enega izmed teh vam bom predstavila danes. To je Zeleno Velenje v zeleni shemi slovenskega turizma, bolj poznana pod imenom Slovenija Green, gre pa za nacionalni program, ki dejansko združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. In nam destinacijam ponuja neko orodje za trajnostno delovanje in vsekakor tudi oceno, ki je primerljiva med destinacijami v Sloveniji in tudi izven meja. In to našo zeleno delovanje tudi promovira. Članov Slovenija Greena je iz leta v leto več in na spodnji fotografiji lahko vidite, da nas je že preko 100. In dnevno se pridružujejo tudi novi člani. Več o samem nacionalnem projektu lahko izveste na portalu Slovenija Info. Velenje pa je dejansko pridružen član od leta 2015. Takrat smo pridobili certifikat Slovenija Green Destination Bronze. V preteklem letu pa smo napredovali in pridobili certifikat Slovenija Green Destination Silver. Seveda vsega tega pa ne bi bilo možno brez zelo dobre zelene ekipe, ki deluje na različnih področjih dela in sicer na razvoju turizma. Potem imamo tukaj sodelavko iz Turistične zveze Velenje, ki deluje kot strokovna pomoč na področju prostovoljstva v turizmu. Naprej je sodelavka, ki se ukvarja z trajnostno mobilnostjo in varstvom okolja. Potem imamo sodelavko Mestne občine Velenje, ki se ukvarja z lokalno samooskrbo, z vrtičarstvom, kmetijstvom. Naslednja sodelavka se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Potem imamo tukaj sodelavca, ki se ukvarja z zaščito in reševanjem. Predstavnike Zavoda za turizem Šaleške doline, ki se ukvarjajo z razvojem turističnih produktov in pa tudi zunanjega partnerja iz Šolskega centra Velenja, Smer turizem, ki dejansko izobražuje mlade kadre v turizmu. Vsi skupaj se zelo dobro dopolnjujemo in tudi aktivno sodelujemo na drugih projektih. Skupaj delamo in mislimo zeleno, se izobražujemo in izvajamo izobraževanja in usposabljanja na tem področju, ukvarjamo se s trajnostno mobilnostjo, dostopnostjo v našem mestu, v butičnem in zelenem Velenju, ukvarjamo se tudi z delitveno ekonomijo, skrbjo za naravno in kulturno dediščino in seveda v naših aktivnostih sproti obveščamo javnost. Vsi skupaj si prizadevamo, da bomo naše zeleno Velenje pustili tudi za naše zanamce. Izobraževanja in usposabljanja izvajamo redno in ponosni smo na to, da smo eni izmed prvih v Sloveniji, ki smo sprejeli kodeks za trajnostno naravnane turistične vodnike. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker je vodnik dostikrat prvi in edini stik obiskovalca z našim mestom in prav je, da je njegov odnos profesionalen in takšen, da se bo obiskovalec vrnil k nam. Seveda pri tem izobraževanju uporabljamo strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo in tukaj bom kar izpostavila zelo aktivne G-guidece, to so strokovni profesionalni turistični vodniki Slovenije, ki pa delujejo tudi na svetovni ravni in so zelo dobri. Seveda se izobražujemo tudi na področju prireditev, kako organizirate prireditve na bolj trajnosten način, z manj odpadki, z trajnostno mobilnostjo, z uporabo trajnostnih materialov in se učimo, kako se prilagajati k klimatskim spremembam in na ta način potem naše prireditve organiziramo. Sodelujemo pri pripravi občinskega programa varstva okolja in seveda različne deležnike v Velenju in širše izobražujemo tudi na področju nove realnosti, v kateri se nahajamo, soočanje s covidom na različne načine. In uvajamo trajnostne merila v razpisa Mestne občine Velenje na področju turizma, na področju
programov, projektov, dogodkov in gostinske dejavnosti, kajti ponudnike spodbujamo k okolju prijaznejšemu delovanju. In tukaj imamo že kar nekaj primerov takšnih trajnostnih dogodkov in izobraževanj. Zelo ponosni smo na to, da je Pikin festival v preteklem letu prejel certifikat prireditev z manj odpadki, kajti odpadki so resnično problem in vzgoja je potrebna že od otroštva in vse do pozne starosti. Trajnostna mobilnost v našem mestu je izredno pomembna, lahko pa se pohvalimo, da imamo že od leta 2008 v mestu brezplačen avtobusni prevoz, imenovan Lokalc, ter lokalno razvit sistem izposoje mestnih koles z 19 postajališči v Velenju in v Šoštanju in vsak posameznik, ki izbere takšen način prevoza, dejansko skupaj prispeva k temu, da znižuje ogljični odtis v našem mestu. Naš trek na bus je bil vzpostavljen v letu 2019, gre za kolesarsko-turistični avtobus, ki je nastal na pobudo Razvojne agencije Koroška in povezuje Velenje s Koroško vse do mesta Lavamünd v Avstriji. Deluje v poletni sezoni in dejansko, ko kupite vstopnico za prevoz, se vaše kolo pelje zraven brezplačno. V lanskem letu se je prepeljalo na ta način preko 1100 obiskovalcev, v letošnjem letu pa so rezultati žal slabši zaradi covida in je avtobus deloval manj dni. Ampak v prihodnje bomo definitivno nadaljevali s projektom in upamo na boljše rezultate. V mestu tudi aktivno gradimo kolesarske poti, povezujemo kolesarsko mestno omrežje, kajti varnost kolesarja in zdrav način življenja v našem mestu nam je zelo pomemben. Vsekakor pa ne pozabljamo tudi na tiste, ki imajo različne omejitve, naj bodo to gibalne, senzorične ali kakšne druge, zato infrastrukturo in tudi produkte prilagajamo tudi tem skupinam. Na fotografiji lahko vidite prilagojeno igralo na velenjski plaži in takšnih igral imamo v mestnih igriščih zelo veliko. Prilagojena imamo tudi javna stranišča, v kulturnih objektih imamo nekaterih slušne zanke. Na Velenjskem gradu se lahko naročite na posebno vodenje v znakovnem jeziku, lahko pa se udeležite tudi senzoričnega vodenja po našem mestu. Butično in zeleno Velenje gre za projekt 5-zvezdičnega doživetja Underground Velenje, ki je bilo razvito z lokalnimi ponudniki in sicer doživetje se odvija 160 metrov pod zemeljskim površjem v Muzeju premogovništva Slovenije. Vas kulinarično razvajajo šefi iz vile Herberstein. To doživetje ima tudi certifikat unikatnega doživetja, je za manjše skupine in višjega cenovnega ranga. Učinkovito skrbimo za delitveno ekonomijo v našem mestu preko številnih projektov, povezujemo ponudnike s podeželja in mesta, različnih strok, skupaj pripravljamo nove produkte in skrbimo za marketing teh produktov. Seveda ne pozabljamo za skrb za naravno in kulturno dediščino. Tukaj imamo na primeru Velenjsko jezero, na katerem razvijamo turizem samo na določenem delu, drug del pa puščamo, da ostaja naraven. Seveda skrbimo za kulturno dediščino celotnega mesta in lahko se pohvalimo, da smo edini v Sloveniji, ki imamo pripravljen načrt upravljanja s kulturno dediščino. Moral bi jo imeti vsak objekt, pri nas imamo 3 takšne, in sicer Velenjski grad, grad Šalek in Greščino Gorica. Načrte smo pripravili preko evropskih projektov, ker pa se zavedamo, da dejansko sredstev za ohranjanje kulturne dediščine v Sloveniji in tudi drugje ni dovolj, smo na podlagi najdbe šaleške pivske čaše naredili protokolaren spominek, od katerega bo od prodaje del sredstev namenjen direktno ohranjanju gradu Šalek
V prodajo gre decembra, tako da priporočamo nakup. Revitaliziramo degradirana območja. Tukaj imamo primer prireditvenega prostora in odra v Velenjskem jezeru. Projekt se razvija preko celostnih teritorialnih naložb. Gre pa v bistvu za eno veliko področje, ki je bilo degradirano in v mesecu maju 2021 bo tukaj nek nov atraktiven prostor, ki bo omogočal raznovrstno preživljanje prostega časa vse dni v letu. Revitaliziramo tudi staro trško jedro, staro Velenje, ki je bilo v preteklosti prezrto in je v slabem stanju. Z revitalizacijo pa bomo pridobili nov trg, urejen, sodobno infrastrukturo z novo zgrajenimi objekti, v bistvu namenjeno bo spodbujanju starih obrti, kreativnih industrij in preko mestnega marketinga bomo poskrbeli tudi za tiste ponudnike, ki delujejo v tem delu mesta, da bodo bolj konkurenčni in da se bo življenje vrnilo v ta del mesta. In vseh aktivnosti, kot sem že prej omenila, obveščamo javnost na različne načine. Naj si gre to za tedenske novice, tako kot je COVID aktualen, potem aktivnega vključevanja v prestrukturiranje premogovniških regij ali druge, vse sproti obveščamo. In z enim načinom vas bom ob zaključku seznanila, namreč preko filma, promocijskega filma, ki smo ga razvili, tudi skušamo vplivati na naše obiskovalce in občane, da se obnašajo trajnostno. Na tem mestu bom zaključila, skupaj si bomo pogledali film za zeleno Velenje in potem vam bom na voljo za vprašanja. Hvala lepa.